Tako kot večina športnih ima tudi vladna ekipa precej pester zimski prestopni rok. Poleg negotove usode poškodovane igralke na položaju ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec je nekaj nejasnosti tudi v zvezni vrsti na Ministrstvu za kohezijo. Mesto prve vladne vezistke naj bi prevzela Angelika Mlinar, sicer okrepitev iz avstrijske druge lige, ki pa ima težave z državljanstvom. Že mesec in pol čaka od Avstrije dovoljenje za dvojno državljanstvo. Slovenski javnosti se obenem opravičuje za ta osebni zaplet, pravi, in obžaluje, da tega ni uredila, ko je pred leti že živela v Sloveniji in spomnimo, takrat se je ukvarjala s peko piškotov. Prav ste slišali, dame in gospodje, Mlinarjeva ne zna samo odpirati vrat po bruseljskih hodnikih. Ona tudi peče piškote. To je odlična novica. Če za Antonija Randolfa nismo bili zihara, se bo vključil v ekipo selektorja Kokoškova, smo glede na pekovske izkušnje Mlinarjeve pomirjeni, da je k-nalašč za ekipo selektorja Šarčirija. Zdaj, Mlinarjeva, ki je ta teden stopila pred novinarje, je med drugim odgovarjala tudi na vprašanje, če ji lahko Avstrija vzame avstrijsko državljanstvo. Enemu borcu islamske države so odvzeli državljanstvo avstrijsko, tako da da postavimo vse skupaj malo v perspektivo. Hvala, da ste nam to postavili v perspektivo, gospa Mlinar. Jasno je, da naša morebitna nova ministrica želi povedati, da je avstrijskega državljanstva ne bodo vzeli. Precej bolj nejasno pa bi bilo njeno sporočilo, če bi ga povedala takole. Enemu borcu islamske države so odvzeli državljanstvo avstrijsko, tako da postavimo vse skupaj malo v perspektivo. Kaj hočemo? Obleka pač naredi človeka. Gospa Mlinar, ampak dajmo čisto teoretično. Kaj bi se zgodilo, če bi avstrijsko državljanstvo vseeno vzeli? Teoretično, če bi se to zgodilo, mislim, da bi bilo vsakemu jasno, da je to tudi proti EU zakonodaji, ker je to neviđeno. Ja, to je neviđeno! Zdaj pa prosim, da me nehate spraševati to, pas vam mater. To je neviđeno! Potencialno slaba novica je, da Mlinarjeva morda nikoli ne bo dobila dvojnega državljanstva Avstrije in Slovenije. Dobra novica pa, da se, glede na svojo zadnjo izjavo, že kvalificira za državljanstvo Srbije. Svoje znanje tujih jezikov pa je ponovno pokazala tudi njena strankarska šefica Alenka Bratušek, ki je pojasnila, do kdaj je rok za ureditev stanja. Imam pooblastila do 7. januarja, se pravi, je to nek deadline za izpeljavo vseh postopkov. Deadline oziroma linija smrti je 7. januar. Dajmo samo upati, da s to besedo misli dan, do katerega mora Mlinarjeva uresti papirje, in ne dan, ko bo Mlinarjeva poskušala izgubiti avstrijsko državljanstvo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.